Slowwood Life. Bivanje z lesom. Povzpeli smo se na najvišjo leseno stavbo, ki jo gradijo v Celju, in potem splezali še višje, do novega planinskega doma na Okrešlju. Raziskovali smo, kaj je vedno bolj pomembno kupcem lesenih hiš, potrkali na vrata ateljeja v Štanjelu, kjer nastajajo čudoviti leseni izdelki, in se razvajali ob hotelskem gostoljubju v lesu, prav tam, kjer se ponuja razgled na najvišjo slovensko goro. Vse to in še več vas danes vabi med ambasadorji ljubezni do ljudi in bivalnega okolja. Dobrodošli v oddaji Bivanje z lesom. Najprej si zagotovimo odličen razgled na vse skupaj in se podajamo na precej neobičajno gradbišče na 1400 metrih nadmorske višine. S pomočjo dokaj nenavadnih logističnih sredstev nastaja tam modern in energetsko varčen planinski dom, ki je našo pozornost pritegnil predvsem zato, ker je seveda lesen. Nahajamo se v Logarski dolini, najlepši ledeniški dolini v celotni alpski verigi. Pravzaprav se nahajamo nad njo. Ko je pred 2 letoma praktično do tal pogorel dom na Okrešlju, je bil to šok ne samo za planinsko društvo Celje Matica, ampak za številne planince, saj velja Okrešelj za izjemno priljubljeno planinsko točko. Danes prav na tem prostoru že nastaja moderna, sodobna, ekološko varčna planinska koča. Ta bo zadostila vsem novodobnim smernicam in trendom gradnje v Alpah. Novi dom bo nekaj posebnega in to je en od glavnih razlogov, zakaj smo danes tudi mi tukaj. Podjetje Richter hiše ga namreč postavlja v leseni izvedbi. Objekt, ki se gradi, ki ga vidite tudi za nami, ki raste, je grajen skeletne lesene konstrukcije. Se pravi, osnovni material je les, se pravi volna in naravni materiali, izveden v pasivni izvedbi, tako da skoraj nič energijski. Fasada bo, večina objekta bo leseni fasadi, ki bo sovpadal z izvedbo, lokalno izvedbo, se pravi leseno, tako kot je tudi na Solčavskem. En del pa je klasična metana fasada. Kot ste že sami omenili, smo se prilagodili na prevoze s helikopterjem, tako kot ste že omenili, se pravi vse, komplet material je pri nas pripravljen v delavnici, vsi elementi, ki so nato kos po kos prepeljani na gradbišče. Nov planinski dom pa ni podvig le za izvajalce. Prav poseben izziv je bil tudi obema arhitektoma. Navdih je v bistvu bil sam prostor, tiste lokacije, tega pač osebno poznam že od otroštva. Ko smo prejeli neko projektno nalogo od društva, kaj si gor želijo, je bilo izrecno zapisano, da mora biti koča v gabaritih obstoječega objekta. Tako da na koncu nam je predstavljalo še samo to, da je treba koči dati novo smiselno funkcijo, izkoristiti dan prostor, pa zasnovati v neki moderni podobi. Smo hoteli obdržati to nekoliko dolinskost, ker je le na pragu in visokogorja in še vedno tega dolinskega sveta, in združiti vse to v nek tak dvojni svet, ki zadržuje to mehkobo iz doline in to visokogorje iz hribov. In kaj ima je predstavljalo največji izziv? Okrešlj je imel vse skozi tako čudovito teraso in to teraso smo hoteli obdržati oziroma jo podaljšati v sam ambient, spode v jedilnico in zgoraj gor na balkon. In to pa mislim, da je super uspeh. Izziv je pa vsekakor logistika. Drugo je tudi statična zahtevnost objekta, ki ga sama lokacija zahteva, snežne in vetrovne obremenitve in sama organizacija gradbišča. Mislim, v našem okolju, če gledamo slovenskem, bo sigurno je to neka posebna referenca, ki jo ni možno vsak dan dobiti niti graditi. To so edinstveni projekti, na katerega smo zelo ponosni in seveda, da smo tudi domačini bili izbrani, da nam zaupajo izdelavo takšnega projekta.
Končan objekt bo vsekakor izjemen v več pogledih. In na kaj sta najbolj ponosna arhitekta? Nikoli v življenju še nisem prišel na gradbišče, da bi rekel, wow, ratal je, te pravi gabariti so. Da se ves ta naklon in vse, v katerega smo tudi imeli največ zagovora, pa največ usklajevanj, da se je zdaj potrdil, da ker smo verjela v to, ampak zdaj se je potrdil v naravi sami, da špila in da paše tja noter. Na Okrešelj smo se k sreči tudi mi zapeljali s helikopterjem Slovenske vojske, ki pomaga pri tem projektu. V dolino pa smo se res spustili peš in se na poti do Maribora ustavili še v Celju. Z izjemnim poznavalcem lesene gradnje smo bili dogovorjeni še na enem nenavadnem gradbišču. Stojim na vrhu 4-nadstropne novogradnje v Celju. Če se peljete po Ljubljanski cesti, jo lahko vidite in boste tudi opazili, zagotovo posebno zaradi katere smo danes tukaj. Kajti, ta bivanska stavba 4-nadstropna ima eno res lepo posebnost. Nekaj se že vidi, verjetno z tega kadra, nekaj se vidi z ceste še bolj, je namreč popolnoma leseno. Tisto, kar ni leseno, je 4 nadstropja pod menoj, to je temelj in pritlični del, vse nad tem pa je les. In kako nastaja ta zgradba, bomo vprašali človeka, ki to zagotovo zelo dobro ve, ker je skonstruiral zasnovo te stavbe, pa tudi številnih drugih takih podobnih projektov in doma in po svetu. Z mano je dr. Bruno Dujič iz projektantskega biroja CBD, ki je zadolžen bil pravzaprav za zasnovo tega objekta in za to, kar trenutno vidimo tukaj. Kako nastane taka konstrukcija? Ja, dober dan. Vsekakor je najprej ideja in takrat, ko dejansko definiramo v razvoju arhitekturnega projekta konstrukcijo, so se dejansko in projektanti in investitor odločili, da gremo v leseni masivni konstrukciji s križno lepljenih plošč in sten. To je nova tehnologija, ki se razvija sedaj povsod po svetu, je nekako skoraj najbolj trajnostni način in bivanja in gradnje. In je referenčen projekt predvsem za Slovenijo, dejansko zasnova naselja z 6 lesenimi bloki, lahko rečemo, da je največji trajnostni projekt trenutno v Sloveniji. To je to, kar vidimo okoli nas? Ja, to je nova tehnologija, kjer dejansko lesene lamele pod določenimi pogoji, visokim pritiskom stisnejo v ploskovni element, ki je stabilen v svoji ravnini. In ta tehnologija, ki je nekako zaživela pred 15 leti, se je izjemno razvila v segmentu in stanovanjske in poslovne gradnje in po svetu se snujejo objekti in tudi gradijo že do 85 metrov, projektirajo celo več, to pa govorimo že o 40 etažah. Projektantsko podjetje CBD je naredilo v tem projektu, pravzaprav kaj je bila vaša naloga? Ja, mi smo bili povabljeni v projektantski tim kot statiki. Dejansko smo naredili načrt gradbenih konstrukcij, to pomeni sprojektirali pa vse sestave konstrukcij, ni samo les, je tudi jeklo, se pravi les in jeklo sta izjemno kompatibilna materijala, ker na koncu moramo vedeti, da les povezujemo z jeklenimi veznimi elementi in dostikrat integriramo zaradi togosti same konstrukcije tudi jeklene nosilce in stebre. Odvisno od odprtosti prerezov in tako naprej, pač celotne zasnove, in smo bili povabljeni v to in v okviru razvoja projekta smo oddelali, se pravi, načrt gradbenih konstrukcij, iz tega naprej razvili izvedbene projekte za armiran beton, se pravi armaturne načrte, za leseno in jekleno konstrukcijo izvedbene projekte z vsemi detajli in potem je šlo to naprej v delavniški izris, kjer je bilo treba za jeklarja in za proizvodnjo križno lepljenih plošč pripraviti delavniško shemo. Po delavniški shemi dejansko naredimo celotno razrez, sestavnico, kako je to naloženo na kamione, kako pride na teren, kako v kakem vrstnem redu se to montira, katera vezna sredstva pride zraven. Tako da pol je cela procedura in lahko rečem, ta gradnja na terenu je zelo hitra, vendar je pa v projektantskem smislu je pa obseg dela večji. Kakšne pa so prednosti take gradnje? Zdaj eno, ko smo plezali v 4. nadstropje, smo že videli, ker to je prvo gradbišče v mojem življenju, na katerem dejansko diši. To, kar ste rekli, da zadiši, naj vam les zadiši, to je res prisotno. In dejansko nekateri, ki imajo tovrstne objekte, ko že mogoče so navajeni vsakodnevnega vonja in že tega ne vonjajo več,
pa pridejo ljudje k njim na obisk, pa pravijo, kako po lesu diši. To je trajnostni objekt, v katerega recimo je vgrajeno tukaj 300 ton lesa. Lahko rečemo, da skladiščimo minimalno 300 ton ogljikovega dioksida. Ko lesena konstrukcija kot naravni ovoj konstrukcijski nudi izjemno bivanjsko ugodje. Večina ljudi, ki so bivali v klasični gradnji in sedaj bivajo v leseni, znajo to zelo dobro opisati. Res povejo, da je drugače. Dostikrat jih vprašamo, kaj je drugače, pa pravijo, vse je drugače. Les je izjemen material. Nekateri tega nočejo slišati, ampak jaz mislim, da je prav, da slišijo izjemen material in ekološko nesporen zaradi tega, ker propade. To pomeni, da ne obremenjuje narave. Da pa ne bo propadel, moramo pa projektanti in izvajalci dati v bistvu tisto vrednost, da ne bo navlažen. Zato, ker suh les je večen, vlažen les je začasen. Proizvodnja lahko zaživi takrat, ko ima trg. Trg smo nekako v projektantskem smislu zdaj v 15 letih obstoja tudi CBD podjetja razvili. Masivni les je celo najbolj požarno varen gradbeni material. Ko ogenj najeda površino lesa, ta zogleni in se ščiti pred razvojem požara. Po svetu se snujejo objekti in tudi gradijo že do 85 metrov, projektirajo celo več, to pa govorimo že o 40 etažah. Ta gradnja na terenu je zelo hitra, vendar je pa v projektantskem smislu je pa obseg dela večji. Naj omenim, da so Rusi prvi poleteli v vesolje, so premagali Američane v tekmi zaradi tega, ker so na raketi izvedli leseno konico, medtem ko so Američani razvijali teflon. Veselimo se, da pridemo spet pogledati, ko bo objekt zaključen. Morda v minulih 10 letih res nismo videvali takih gradbišč, take lesene gradnje, takih konstrukcij, ampak verjamem iskreno, da prihajajo obdobje, ko bomo tega videvali vedno več. Slow Wood Life. Bivanje z lesom. Kako se je lesena gradnja v zadnjih letih spreminjala in zakaj? Kako zasnovati in zgraditi objekt, ki bo pisan na kožo na ročniku in kaj je vedno bolj pomembno kupcem lesenih hiš? To so vprašanja, ki smo jih zastavili poznavalcu lesene gradnje Marku Lukiću, direktorju podjetja Lumar. Deset, 20 let nazaj energetska učinkovitost objekta sploh ni bila pomembna. Ljudje je bil bolj pomemben ta show-off, če se pošali malo zlate kljuke. Danes pa je bolj pomembna vsebina. Pomemben je ta ekološki vidik, kakovost bivanja, se pravi v ospredje izrazito prihaja zdravje. Ljudje so pripravljeni imeti nekoliko manjšo hišo, ampak jim je istočasno pomembno, da je ta zgrajena z boljšimi materiali. Vedno bolj jih tudi zanima, kako se ravna z vsemi deležniki v procesu nastanka hiše, se pravi z dobavitelji, z podizvajalci, z zaposlenimi, in ta vidik tudi etični nekako prihaja v ospredje. Seveda ljudje pri koncipiranju hiše razmišljajo tudi o tem, da bodo več časa morali mogoče v bodoče preživeti doma, da bo več home office-a, in o vsem tem v preteklosti nismo razmišljali. Danes so torej kupci veliko bolj ozaveščeni kot pred 10 leti. Več razumejo in vedo, kaj želijo dobiti. Kaj jim torej ponuditi, da dobijo za svoj vložek največ? To je pravzaprav največji izziv individualne gradnje. Imamo dva pristopa v resnici. En je, da pridejo kupci k nam z že izdelanim individualnim načrtom in izdelamo hišo po tem načrtu. To je vedno sorazmerni izziv, zaradi tega, ker se velikokrat ne upošteva tehnologije, načel lesene gradnje. Zato imamo v našem podjetju tudi drug pristop, imamo zaposlene 4 arhitekte, ki te individualne želje kupcev potem znotraj tehnologije Lumar in znotraj jasno definiranega budžeta oziroma proračuna, ki ga ima stranka za to hišo sprojektiramo. Seveda se pa ne branimo dela z zunanjimi arhitekti, ker pa velikokrat prinesejo ti zunanji načrti eno povsem drugo dimenzijo, en razmislek out of the box in na nek način postavljajo tudi izzive naši ekipi. In to je pravzaprav tisto, kar podjetje potrebuje, če želi dolgoročno rasti na trgu. Konec leta 2021 se je podjetje Lumar strateško povezalo s podjetjem IQ Wood z namenom povezovanja slovenske lesno-predelovalne verige in ustvarjanja novega produkta, lesenih elementov, ki niso obdelani z nobenim kemičnim sredstvom. Les je posekan, posušen in predelan v Sloveniji, masivna, izjemno stabilna in varna lesena konstrukcija pa je plod slovenskega znanja.
Narejena je brez lepil, kemikalij in kovin. Dopušča zelo široko paleto gradenj od izrazito modernih, kubusnih do zelo tradicionalnih z ilonatimi ometi, ampak tisto skupno vsemu temu je pa zagotovo to, da zagotavlja najvišjo stopnjo bivalnega ugodja, istočasno pa najmanjši ogljični odtis. To jasno pove, da je les najbolj plemenit, najbolj bivanju prijazen material, ki si ga lahko zamislimo. Seveda pa ima zaradi tega tudi svojo ceno. Pa vendar ne pričakujemo pri drugih izdelkih, naj bo to hrana, oblačila ali karkoli drugega, da bomo dobili najboljšo stvar za najnižjo ceno. Ob tem pa hiša, stavba pogleda preko vse ostale standardne produkte, ki imajo zelo kratko življenjsko dobo, nekaj mesecev, let, hiša pogleda preko 100 let in zato to, kako jo bomo danes zgradili, pravzaprav zelo jasno definira, kako bodo vsi, ki bo naslednjih 100 let živeli v tej hiši, kakšno kvaliteto življenja bomo imeli. IQ Wood omogoča premoščanje večjih razponov, kot je to možno pri običajni, okvirni leseni konstrukciji. Ob zagotavljanju idealne bivalne klime dopušča tudi bistveno večjo arhitekturno svobodo. Najpomembneje pa je, da gre za les predelan v Sloveniji. Na ta način ostaja doma dodana vrednost obdelave, pa tudi zmanjšan ogljični odtis oziroma naš vpliv na okolje. Tudi slogan podjetja Lumar, živi najbolje, je bil na začetku izrazito usmerjen na korist naročnika. Danes pa? Šele s časoma smo nekako ugotovili, da je širšega pomena. Se pravi, živi najbolje tudi v odnosu do okolja. In to se mi zdi pravzaprav tisto, kar je najbolj pomembno. Združiti to individualnost, se pravi individualna hotenja, potrebe, v relaciji do okolja. Z našo razstavo širimo zavest o prednostih bivanja z lesom, kakovostni leseni gradnji in dizajnu iz lesa in to počnemo na najvidnejših mestih po Sloveniji. V letu 2021 smo z njo ponudili dialog o dizajnerski leseni opremi prostorov, pohištvu in projektih v lesu na kar 10 izbranih lokacijah. In veseli nas dejstvo, da je razstava zelo odmevna, da dosega vedno več ljudi in povezuje ne le dizajnerje, arhitekte in ustvarjalce, ampak tudi uporabnike in zelo različne institucije. Verjamemo, da s tem opravljamo plemenito poslanstvo spodbujanja pozitivnega odnosa do lesa kot izjemnega materiala, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju. In si bomo tudi v prihodnje prizadevali, da pridemo s tem sporočilom, kar se da neposredno med ljudi in med pomembne odločevalce, ki usmerjajo razvoj naše družbe. Naše poslanstvo je pač ljubezen do ljudi in bivalnega okolja zapisana v lesu. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na Direktoratu za lesarstvo podpiramo promocijo rabe lesa, predvsem pa želimo predstaviti pozitivne zgodbe in to je odlična praksa postala razstava Slow Wood Life, ki prerašča v gibanje, saj se v bistvu širi po celi Sloveniji. Kajti mislim, da so to primeri dobrih praks predelave lesa v izdelke z višjo dodano vrednostjo, da bomo ta material oplemenitili, ga predelali, vezali CO2 na dolgi rok in s tem seveda izpolnili zaveze Evropske komisije po znižanju emisij toplogrednih plinov. Naša potujoča razstava Bivanje z lesom seveda nadaljuje svojo pot po Sloveniji. V letu 2022 bomo poleg številnih atraktivnih slovenskih lokacij obiskali tudi kakšen kraj čez mejo. Pot naše razstave lahko spremljate na našem portalu www.slowwoodlife.com. Ampak naj vam še nekaj zaupam. Nekateri ustvarjalci so enostavno tako izjemni, da jih morate spoznati tudi v živo. Zato smo se podali na pot v Štanjel. Biti sposoben v kosu lesa zagledati obliko sklede je dar, pravi Metka Zver, umetnostna zgodovinarka, ki je pred leti pustila utečeno poslovno pot in se odločila za lastno ustvarjalno kariero. Povabila nas je v njen nov dom in atelje na Primorskem,
kjer na njeni stružnici nastajajo različne servirne deske, stojala za telefone, mizice, lesene sklede in krožniki. Zanimalo nas je, kje se je njena zgodba začela. Ja, začela se je s sanjanjem sred noči in razmišljanjem o tem, da si želim spremeniti svoje življenje in da to, kar mi res manjka, kar bi si res želela delati, je ustvarjanje s svojimi lastnimi rokami. In ko je ta misel prišla do mene, takoj naslednja je bila les. V preteklosti je že renovirala staro leseno pohištvo in ti trenutki so se ji zapisali kot eni najlepših. Pravi, da ko dela z lesom, se z njim poveže energetsko. Ko ti delaš z lesom, les sam po sebi ima neko energijo in neko toplino in te umiri, ko delaš z njim. Je malo, ne vem, meditacija, joga, zen v tem smislu. Blizu mi je zato, ker je naraven material. Blizu mi je, ker je material, ki ga je v Sloveniji v izobilju in ki bi ga morali Slovenci znati izrabljati še bistveno bolj, kot ga že. Blizu mi je zato, ker je v bistvu sustainable, kako je te trajnosten, po slovensko, kar pomeni, da les, ki je padel na tla v gozdu, bo imel isti ogljični odtis, kakor če ga ti skuraš, recimo. Les, ki ga pa ti uporabiš zato, da narediš iz njega nek lesen izdelek, ki bo še dolga leta ali pa desetletje recimo v uporabi, ta les po sebi skladišči ogljikov dioksid, ki ga je v drevo v času življenja uskladiščilo v celulozo, in zato ti v bistvu s tem tudi pomagaš na nek način okolju. Zadnje čase se želi oddaljiti od serijskih izdelkov, katerih zgodba se venomer ponavlja in njena kreativnost ne pride tako do izraza. Tako se vrača k svoji prvi ljubezni, delu na stružnici, kjer je vsak izdelek stvaritev zase. Zjutraj, ko se zbudim, razmišljam samo o tem, kako bom šla zdaj narediti pa točno to skledo, ki sem si jo po noči sanjala in komaj čakam, da pridem do delavnice. Navadno uporabi les dreves, ki so ga sosedje ali sorodniki pripravljeni odstopiti zaradi bolezni ali ogrožanja okolice. Ko ga podrejo, ji ga mož razžaga na večje kose. Še čisto moker gre nato na stružnico, na grobo oblikovanje in tako nastanejo nekaj centimetrov debeli osnutki končnih izdelkov. Ti poliizdelki se sušijo skoraj leto dni, odvisno od debeline lesa. Faza sušenja je nepogrešljiva zaradi nevarnosti razpok. Potem, čez eno leto, pride pa trenutek, ko vzameš ti ta polizdelek v roke in se odločiš, kaj bo dejansko nastalo iz njega. Dostikrat je tako, da vzamem zadevo v roke brez neke čist izdelane ideje, kaj bo na koncu nastalo. Ampak gledam, poslušam les, gledam velikokrat sploh hrast, ki ga zadnje čase tudi malo več uporabljam, ima dosti nekih notranjih napak, bodi so to grče, razpoke ali pa kakšne mogoče obarvani deli, kakšen žebo bil noter in tako. Mislim, da je posebna umetnost v tem, da znaš te napake inkorporirati in jih v bistvu iz njih narediti vrlino, ne pa da jih poskušaš skriti ali odrezati stran, ampak da jih sprejmeš in iz njih narediš potem nekaj lepega. Njen atelje v Kobdilju je za javnost odprt šele nekaj mesecev. Obiskovalcev se je zvrstilo že toliko, da je Metka pričela razmišljati tudi o delavnicah, ki bi jih morebiti organizirala za vse tiste, ki si ob užitku posedovanja njenih umetnin zaželijo še vpogled v proces nastajanja izdelkov in lastno vpetost v ta čudoviti svet oblikovanja lesa. No, takrat se bomo znova povabili k njej. Ko je Bog delil ljudem zemljo, naj bi po stari gorenjski legendi najlepši kos, ki ga je sicer hranil zase, odstopil bohinjcem. Na čudovitem mestu, kjer se z Bohinja vidi na Triglav, stoji danes prenovljeni hotel, ki se znotraj in zunaj bohoti z novo leseno podobo. Povabili so nas, da poduhamo, kako diši njegovo macesnovo ogrenjalo in doživimo njegovo trajnostno prenovo v vseh pogledih. No pa sami ocenite,
Kdo bi se lahko uprl takšnemu povabilu? Voilà! Tarara! Hotel Bohinj. Z Lili smo ravno prispela. Lahko bi rekel, dobrodošli v hotelu Bohinj, če bi bil moj, pa ni, ampak lahko vam rečem, doživeli ga bomo skozi oči in objektiv Slow Wood Life-a. Poglejte ga, sami Macesen, v ozadju Triglav. Wow, kome čakam. Investitor in upravitelj hotela Damjan Merlak in direktor Jure Repanšek sta v letu 2021 poskrbela za celostno in trajnostno prenovo znanega hotela Kompas, ki je kraljeval na tej lokaciji v 80-ih. Ogrevanje in oskrbo z energijo so zasnovali ekološko. Vsa vgrajena oprema je glede porabe energije v najnižjih razredih, zunanja svetila so intimna. Kulinarična ponudba temelji na lokalno predelani hrani. Trajnost je bila pravzaprav vodilno načelo prenove hotela že od same zasnove. Projektanti, ko smo se pogovarjali ali porušiti objekt ali ga iti prenavljati, smo se odločili za prenovo, ravno zaradi te trajnosti. Potem smo v bistvu ležimo v Julijskih Alpah, v Triglavskem narodnem parku in če pogledamo konkurenčne oziroma podobne projekte v Alpah, vidimo, da so vsi nekako ukomponirani v prostor neopadljivo, neagresivno in to smo mi predvsem želeli upoštevati. No, tako da in za nas, in tako za projektante, kot za nas je bila to ena zelo težka naloga, ampak mislim, da rezultat je fenomenalen. Kot vidite, je v bistvu hotel večinoma sestavljen iz lesa, kar pa ni iz lesa, je pa pokrito z lesom, tako da mislim, da ta vizualna podoba hotela enostavno ni preagresivna za prostor. Kljub temu, da imamo 70 sob, da imamo velik hotel, da imamo ogromen spremljajočega programa, mislim, da smo to ukomponiranost v okolje ravno prav umestili. Enako kot zunanja podoba hotela je očarljiva njegova notranjost, kjer sva na vsakem koraku srečala kakšno unikatno rešitev v lesu. Veliko pozornosti so namenili oblikovanju opreme. Izbrali so izdelke slovenskih podjetij, ki so jih arhitekti po svoje osmislili prav za ta hotel. Med njimi so recimo simpatične lučke nad mizami v jedilnici, ki spominjajo na vejevje. Tudi orjaško deblo, ki služi kot recepcijski pult, pa čarobni leseni stalaktiti, ki se v hotelski avli spuščajo z visokega stropa. Prav les ima največje zasluge za dober občutek bivanja, topline in domačnosti. Mene predvsem preseneča, ko pridejo urbani turisti iz mest, ko pridejo v naš hotel in začutijo to toplino, zavohajo ta leso. Mislim, pač ta občutek je fenomenalen, ker v bistvu, dokler nismo odprli vrat in sprejeli prvih gostov, nismo vedeli, ali bo to ljudem všeč, ker še vseeno ima les svoje slabosti, pač bodimo odkriti, predvsem zaradi razne občutljivosti ali pa, ja, mogoče neprijetnega vonja, ampak mislim, da so gosti to zelo pozitivno sprejeli. Čeprav so okusi različni, se pravzaprav težko predstavljava, da je lahko ta vonj po lesu komu tudi neprijeten. V hotelu Bohinj je les vsekakor osrednji material in poleg prijaznih gostiteljev in odlične hrane tudi njegova najbolj prepoznavna odlika. Les je svetel in lep, pozitiven, diši in vabi, da se ga vedno znova in znova dotaknemo. Ponuja hotelsko gostoljubje, ki ga zlepa ne bova pozabila. Kaj nama bo definitivno ostalo v spominu po najnem obisku hotela Bohinj? Ja, recimo to, da če mi nihče ne bi povedal, da je to prenovljen hotel, tega ne bi nikoli vedela. Vsi detajli na hodnikih, sobah, avli, jedilnici, ta masivna lesena konstrukcija, enostavno ne moreš ugotoviti, da gre pravzaprav za prenovo. Vsekakor naj očarala celovita grafična podoba. Njihov domiseln logo, ki ga v takšni ali drugačni obliki najdeš povsod. Najdeš ga na tekstilu, zavesah, prtih, na vratih, dvigalu, celo na milnikih. Vse posod, pa vendar je to nekako nevsiljivo. To jaz mislim, da jim je res uspelo. Zelo markantni so recimo hodniki, ki so obloženi z lesenimi stenskimi oblogami in tapetnim dekorjem oziroma 3D tapeto, unikatno, delo vrhunskega mojstra Tonija Hamlerja. Uspel je pričarati občutek, da se sprehajaš skozi labirint znamenitih bohinjskih kozolcev. Vsekakor so zanimive tudi zgodbe, na kateri so zasnovali tako turistično ponudbo, kot pravzaprav cel objekt. Recimo tiste velikanske črne stopinje v hotelski avli,
Te ohranjajo spomin na enega najbolj znanih gostov prvotnega hotela, na Mačkona Maxa, ki so ga poznali vsi hotelski gosti, pa tudi vsi vikendaši v bližini. Pa da ne pozabiva še tega. V sobi so naj pričakali fini, mehki copati iz recikliranih materialov. In kaj je najbolj fajn? To, da želijo, da si jih odneseš domov. In tako seveda na nek simbolni način odneseš s seboj tudi delček duše tega trajnostno zasnovanega hotela. Slow Wood Life. Bivanje z lesom. Z veseljem smo spoznavali ljudi, ki ustvarjajo s tem izjemnim materialom. S pravim zanosom smo za vas odkrivali prizorišča, kjer navdihujejo trajnostne zgodbe. Z našim poslanstvom, ki se kaže v ljubezni do ljudi in bivalnega okolja, zapisani v lesu, se bomo naslednjič oglasili z Expa v Dubaju. Tako kot je našo ljubezen do lesa pred nekaj leti na Expo v Milanu izpričeval tale paviljon, ki ga vidite v ozadju, bomo tudi v Dubaju raziskovali zgodbe o nacionalnih dosežkih v lesu, ki so nam Slovencem lahko resnično ponos. Spremljajte nas na našem portalu, socialnih omrežjih in v reviji Bivanje z lesom. Prijazen pozdrav in vse dobro!